ki je ostal ujet na balkonu. Ne. Včasih je to edini način, da se reši osebo iz balkona ali pa kakšnega okna. Ne. Zakaj se pa tam gor kadi? Ja, prišlo je do požara v nekem stanovanjskem bloku in posledica požara je tudi dima. Ne. Zdaj, včasih se vžge kakšna hrana, je malo manj dima, pa je bolj sveto dim, včasih gre pa, ker zagori pohištvo ali pa kakšen drugi inventar v stanovanju, je pa zelo črn dim in ta dim je pa tudi veliko bolj nevaren. Ne. Kaj pa naredite, če se nekdo ful boji višine, pa noče iti v dvigalo? Ja, to je zelo težko, ne? Ampak verjetno, če se ti kadi zaritijo, boš zelo hitro stopil v dvigalo in se rešil. A ste tudi kdaj kako žival reševali? Seveda, živali zelo velikokrat rešujemo. Predvsem mucki zaidejo visoko na drevesa, pa kakšne druge. Tudi recimo kakšna papiga, ampak s papigo imamo ponavadi to smolo, da nam, ko se jim mi približamo, odidejo naprej. A je varno v to dvigalo iti? Seveda, to dvigalo je popolnoma varno. Ta lestev ima najvišjo višino 30 metrov, ampak 30 metrov je popolnoma navpično stegnjena. Tako da nekako dosežemo približno tam 23-24 metrov, to je nekje 8. nadstropje. A si v redu, Jako? Kaj se pa tam gor zgodilo? Za mene se je kadil dim pol, ko so pa prišli gasilci, sem se pa počutil bolj varnega, ko so me odpeljali s košaro nazaj dol. Ja, to dvigalo je pa kar super. Živijo, kako te ime? Ema. Evo, gasilci tukaj, kar malo se umakni. Tole roko, pa kar obrni se. Pa še drugo roko, super si, pa mene poglej. A ste že kdaj reševali kakšnega otroka? Smo že reševali. Glih na podoben način, takole se je zaplezal v eno višje nadstropje. Gor je prišel pač po opremkih, a ne. Mi smo pa potem prišli še nad njemu in smo ga takole prek vrne tehnike, a ne, prek vrvi, spustili na tla, tako ga bomo danes tebe. A ste bili najprej gasilec ali najprej plezalec? Ne, najprej sem bil gasilec in v gasilski šoli smo se navadili z rokovanjem z vrhno tehniko, tole, kar bo danes počeli. Prav? Razvizaj novice. Tole, super si. Kaj je noga okoli mene? Bravo. Pogumna. Zdaj se pa sa mene daš, prav? Gremo. V katerih primerih pa uporabljate vrvi? Prej sva govorila, da če imamo leste, če so prekratke, da ne moramo priti do oseb, ki so ujete ali ponesrečene, potem lahko uporabimo tudi vrvi, s katerimi se spuščamo oziroma rešimo te ljudi. Tako. Pred mene se daš lepo. Bravo, pogumna. Tega je strah? Ne. Super. A te vrvi lahko uporabljate tudi, da se spustite v jame? Ja, seveda. V bistvu mi rešujemo tudi iz kakšnih jaškov, kjer padajo ali živali ali ljudi. Zakaj se pa to gunca? Zato, ker je ona na vrveh in vrve so tanke, ne? In ko se spušča dol, se pač zadeva majhen premika, sta pa popolnoma varna. A so ljudje zelo veseli, ko jih rešite? Kadar so nepoškodovani in so v območjih, kjer je nevarno, kjer bi lahko padali oziroma kjer ni več rešitve, so zelo veseli, ko jih rešimo. Vi gasilci ste pravi super junaki. Super. Kako je bilo? Te je bilo kaj strah? Ne, saj sem dobila tudi navodila. Bravo, Ema, pogumna. Hvala.